Stavke zdravniškega sindikata Fides v Združeni levici ne podpiramo. Razlogov, zakaj je naše zdravstvo zrelo za aktiven pritisk zaposlenih, je mnogo in so upravičeni. Ampak kaj malo od teh upravičenih razlogov se je znašlo na seznamu stavkovnih zahtev, ki jih je predstavil Fides. Prva zahteva sindikata Fides je, da se dvigne plača zdravnika na 3-kratnik povprečne plače do konca mandata te vlade. Predsednik sindikata Praktikum, dr. Muževič, je kolegov v Fidesu lepo povedal, da niti drugje v Evropi zdravniki nimajo tako visokih plač. Niti nimajo toliko visokih plač primerljivi intelektualni poklici v Sloveniji. Večji problem v našem zdravstvu so nizke plače drugih zdravstvenih delavcev in predvsem nekega podpornega osebja. Ampak ti zaposleni niso v položaju, da bi lahko stavkali. In kako se v tej situaciji obnaša zdravniški sindikat Fides, tako da se dosledno izogiba kakršnekoli solidarnosti s temi ljudmi. Nadaljne je zdravstvena oskrba timsko delo, kaj pa pravzaprav lahko stori zdravnik brez vzdrževalcev, reševalcev, bolničarjev in medicinskih sester, ki so čebelice našega zdravstvenega sistema. Ta zdravstveni sistem držijo pokonci in celo do točke, ko izgorevajo na svojem delovnem mestu. Druga zahteva je sprejem modre knjige kadrovskih normativov za zdravnike. Normative je vsekakor potrebno določiti, okrog tega se lahko strinjamo vsi. Ampak teh normativov pač ne morejo določiti zdravniki sami sebi. Že sedaj, če pogledamo, je že danes izjemno razširjeno dopolnilno delo zdravnikov, znani so primeri dvoživk. Marsikje namreč zdravništvo opravlja polni delovni čas v javnem zdravstvu, poleg tega pa kuje dobiček za isto delo, za pač svoj lastni zasebni žep. In če imajo zaposleni v službi javnosti hkrati čas in energijo, da isto delo za dobiček opravljajo kot zasebniki, je to jasen znak, da preobremenjenost zdravnikov ni neka vsesplošna zadeva. Kar se tiče samih normativov, ti morajo upoštevati pričakovanja bolnikov, ki so uporabniki teh zdravstvenih storitev, isto kot to sicer velja za druge javne uslužbence, ki že opravljajo netržne storitve. Kar me pripelje do tretje stavkovne zahteve, dolgoletne zahteve Fidesa glede zdravstvene reforme. Fides si zdravstveno reformo predstavlja kot zmanjšanje košarice pravic in uvedbo komercialnega obveznega zavarovanja. Formula gre v smeri, da se zmanjša košarica pravic, a se hkrati zveča obseg storitev, za katere morajo ljudje plačevati iz svojega lastnega žepa. Poraženci take reforme so seveda javno zdravstvo in uporabniki teh zdravstvenih storitev, se pravi velika večina državljank in državljanov. Zmagovalci take reforme pa bi bili zasebni zdravniški profiterji in zasebne zavarovalnice. Te zasebne zavarovalnice mimogrede že danes poberejo do 50 milijonov evrov sredstev, ki bi sicer lahko končale v našem javnem zdravstvenem sistemu in služile zdravju ljudi. V Združeni levici ministrico za zdravje Milojko Kolar Celarc vse skozi pozivamo, da udejani točki zdravstvene reforme, ki jih je koalicija zapisala v svoji koalicijski pogodbi. Konkretno gre za to, da se ukine dopolnilno zdravstveno zavarovanje, ki je in socialno nepravično in ekonomsko neučinkovito. Za dopolnilno zdravstveno zavarovanje namreč prispevajo vsi enako, ne glede na to, da se ta človek živi z minimalno plačo ali pa njega živi neka plača menedžerja. Dodatno to zavarovanje namesto javnega zdravstva poji dobiček zasebnih zavarovalnic. In točno zato ga je potrebno ukiniti in nadomestiti z neko pravično javno dajatvijo. Druga pomembna točka zdravstvene reforme je razmejitev javnega in zasebnega zdravstva. Nujno je potrebno preprečiti pojav dvoživk in odtekanje javnega denarja v žepe zaslužkarjev in koncesionarjev. Samo za informacijo, samo za koncesijo gre skoraj 14% javnih sredstev zdravstva. Še tretji steber reforme zdravstvenega sistema je centralizacija javnega naročanja. To, da v našem sistemu javnega naročanja na veliko odtekajo denarji in da se material na veliko preplačuje, je splošno znano. Centralizacija bi na drugi strani prispevala točno k temu, da se odtekanje tega denarja v žepe določenih lobistov, posrednikov in tako naprej konča.
In medtem, ko državljani čakamo na te ukrepe zdravstvene reforme, se pa v ozadju piše neka druga negativna reforma. Del politike, zdravništva in še posebej zasebne zavarovalnice se ne bodo ustavile pred dobesedno ničemer, da to vrstno krepitev javnega zdravstva minirajo na vseh mogočih točkah. In to je nenazadnje točno tisti razlog, zakaj smo danes priča stavki sindikata Fidesa. To ni razredna stavka za pravice, to je cehovska stavka za privilegije.